Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes naključno sporočilo z knjige Ko ima življenje žur. Da vidimo, karkoli se bo odprlo, je tisto pomembno sporočilo, ki je za vas pomembno. Ljubezen do sebe, samozaupanje in samosprejemanje. Juhej! Kritika do sebe, pa se pogledamo v ogledalo pa reče, kakšne šlaufe imaš, spet nova guba in tako naprej. Občutek, da niste dovolj dobri, da niste dovolj pametni, dovolj lepi in tako naprej. Enkrat, daleč nazaj že, ampak v glavnem, enkrat je bilo tako, da sem želela na Facebooku narediti eno objavo in se mi začne predvajati nek video, kako se pravilno zlaga rjuhe. Prvo je bilo pokazano, kako večina izmed nas zloži napenjalne rjuhe in kako je pravilno, da je tako vse poštirkano. In v tistem mene stisnem v želodcu, zakuham in rečem, no ja, pa imam še nekaj za počistiti. In dejansko, kar sem preizkusila z mišičnim testom, je bilo, nisem dovolj popolna. Juhej! No ja, se sem potem počistila, ne? In zdaj, če pregledam to z mišičnim testom, da vidim, v svoji duši nosim prepričanje, da nisem dovolj popolna. Ne, ga ne nosim, ampak sem ga imela v svoji podzavesti, nisem dovolj popolna. In dejstvo je, da ne bom nikdar dovolj popolna, ker, glejte, zmeraj je nekdo, ki ima neke druge veščine, kot jih imamo mi, in veste, to je spet tisto, primerjati se in tekmovati, kdo je boljši pa kdo je slabši. Tako da prav iz tega ven, zdaj pa če gremo na ljubezen do sebe. Kako osvojiti lekcijo ljubezni do sebe? Prva zadeva, pa vem, da sem o tem že govorila, je to, da se nehamo kritizirati. In da vsakič, ko gremo mimo ogledala, sami sebi rečemo, bejba, kako skaj? Danes pa dobro izgledaš. In če imate mnenje, ali pa da ste, če imate mnenje, da imate recimo preveč gub, ne vem, na koncu koncev, dajte si dati gor oljček, da vam nahrani vašo kožo. Ne rabite tekati od ne vem kam, da vam ne vem kaj delajo z vašo kožo. In zdaj, glejte, vemo, da vsi poznamo ljudi, ki so dali plastične operacije skozi. In dejansko se vidi točno, da koža, ki je polna botoksa, ni prožna, je taka napeta, da enostavno ne moreš niti premikati stvari, Čas pušča svoje posledice. Povsod. Na stavbah, drevesa, ki so stara, so drugačna kot tista, ki so mlada. In tudi ljudje, ki nosimo v sebi nekaj modrosti, se logično z leti spreminjamo. In to ni nič narobe, se spreminjamo. Vse na tem svetu se spreminja, kakorkoli obračamo. Dan se menja z nočjo, menjajo se letni časi, na koncu koncev cvetlica vzcveti in ovene. Nič ni narobe s tem, to so cikli življenja. In mi bi pa zaustavili ta cikel življenja, mi bi bili pa vedno enaki. Tako da, življenje je sprejemanje, Zdaj pa, če gledamo, jaz bom zase govorila mojo zgodbo. Največje težave sem imela v puberteti. Krive zobe, preveliko težo, daleč od tega, vemo, da v teh 80 letih so bile moderne tiste suhice, ki so spominjale dejansko na okostnjake. Jaz sem bila daleč od tega. Poleg tega sem imela krive zobe in to tako močno krive zobe, da sem lahko dala kazalec tule noter, si lahko predstavljate, toliko naprej sem imela zobe, druga stvar, pa podočnjake sem imela tako gor, da sem v bistvu izgledala kot vampir. Izruvali so mi 4 zobe, da so se zobe lepo poravnali nazaj. Tako da zdaj, če si predstavljate, zdaj človek reče, Minka ima lepe zobe, ampak ni bilo vedno tako. Druga zadeva, v tistem, ko si v svojem najslabšem stanju, da začneš sprejemati sebe. Tudi če imaš tukaj razmik, tudi če imaš en zob tako, da začneš sprejemati tudi svojo nepopolnost.
ker dejstvo je, da nikdar ne bomo dovolj popolni, ker lejte, zemlja, ali pa dajmo drugače pogledati. Če ste šli že kdaj v Barcelono, Gaudí je naredil celo umetnijo, ko je sestavljal nepopolnost skupaj. Dejansko je razbil, ploščice in jih sestavljal skupaj. In je nastala svetovna umetnija, kamor hodijo iz celega sveta ljudje gledati to, ta Gaudijev park je nekaj neverjetnega. Sagrada Familia, recimo, cerkev Svete Familije, družine, ravno tako. To so v bistvu spomeniki nepopolnosti. In dejstvo je, da ko mi sprejmemo to nepopolnost, takrat sprejmemo sebe. In sprejeti tudi to, da pač nekateri imamo bolj močne boke, nekatere imate bolj močna prsa. Sprejeti to. Sprejeti svojo nepopolnost. Ker dejstvo je, da naša duša se prav potom tega, ko si izbere določeno telo, izbere lekcije svojega življenja. In zdaj, če jaz sebe gledam, moja lekcija je bila seveda nehati kritizirati sebe, nehati obsojati sebe, nehati sebi govoriti, da nisem dovolj. Ker, taki smo, kot smo. A je to tako? Taki smo, kot smo. In zdaj, kako sem jaz prišla do tega, da sem začela sebe sprejemati? 1000-krat sem si ponovila ali večkrat: rada se imam in se cenim. Rada se imam in se cenim. Rada se imam in se cenim. In zato, ker se imam rada in se cenim, delam zjutraj tibetanske vaje. Zato, ker se imam rada in se cenim, pijem dovolj vode. Zato, ker se imam rada in se cenim, jaz sem nehala zlorabljati svoje telo s cigareti. 10 let sem kadila po eno škatlico cigaret na dan. Zato, ker se imam rada in se cenim, ne zlorabljam moje telo z ničemer. In prav ta ljubezen. Zdaj pa poglejte, vem, da sem enkrat že govorila o tem. V Svetem pismu piše 10 božjih zapovedi. 10 božjih zapovedi, kjer piše: ne ubijaj, ne pričaj po krivem, ne kradi, ne laži, in tako naprej. In dejstvo je, zdaj tukaj noter iščem teh 10 božjih zapovedi, ker dejstvo je, da naši možgani ne slišijo besede ne. In zdaj recimo, če jaz sama sebi govorim, če sama sebi govorim recimo glede telesne teže, da si govorim, moji kilogrami, sem izgubila kilograme, recimo to. Sem izgubila kilograme. In zdaj recimo, kar izgubiti po zakonu, to, kar nosimo v sebi, pomeni, da bomo dejansko šli poiskati to, kar smo izgubili. Zato je tako pomembno, kaj izgovarjamo. Pomembno je, da rečem, sem se znebila odvečnih kilogramov, sem se pretopila, sem se preoblikovala. No, zdaj pa pojdimo na 10 božjih zapovedi. Preden bomo šli na to, želim, da zaprete oči in ta trenutek ne smete misliti na vaš hladilnik. Ta trenutek ne smete odpirati vašega hladilnika in ta trenutek ne smete pogledati, kaj je noter. No, in kaj se je zgodilo? Dejansko vsi si predstavljamo svoj hladilnik, ga odpiramo, točno vemo, kje imamo kakšno stvar zloženo. In naši možgani dejansko ne slišijo besede ne. No in zdaj poglejmo 10 božjih zapovedi. Ne ubijaj, pomeni, da je to koda noter, ubijaj. Potem ne nečistuj, pomeni z drugimi besedami, uporabljaj pornografijo, naslajaj se na pornografiji. Ne kradi, pomeni zapoved kradi. Ne pričaj po krivem, pomeni, da je zapoved laži. Ne želi si svojega bližnjega žene, pomeni varaj. In ne želi si svojega bližnjega blaga, pomeni, da bodi nevoščljiv in pohoten. In v glavnem dejstvo je,
da tukaj noter, točno v 10 božjih zapovedi, so skrite kode zla. Zdaj pa, kaj bi bilo treba drugače narediti? Veruj. To bi bilo, ta je ta prva. Veruj enega Boga. Veruj. Potem ne skruni Božjega imena. Pomislite, koliko ljudi preklinja. In vse te kletvice, in sploh slovenski narod sploh ne pozna svoje kletvice. Ampak zaupaj v Božjo pomoč, bi bila druga zapoved. Potem posvečuj Gospodov dan. Ja, bodi hvaležen za vse to, kar imaš. Enkrat na teden si vzem čas in se zahvali za to, kar imaš. Bodi hvaležen za vse dobro v svojem življenju in dejstvo je, da Jezus je rekel, kdor ima, se mu bo navrglo. In kdor nima, mu bo vzeto še to, kar ima. In tukaj manjka beseda hvaležnost. Kdor ima hvaležnost, mu bo dano še več. Potem spoštuj očeta in mater. Nasplošno spoštuj vse ljudi. Vse ljudi na tem svetu. In sploh to spoštuj očeta in mater, je bilo mogoče mečkan spreobrneno spet okrog, ker je bilo tako, se ti bo roka posušila, če boš obsodil ali pa če udariš svojega očeta ali pa mater. Ampak dejstvo je, da recimo, zdaj bom uporabila en stavek, ki ga je ena gospa rekla, pač en oče dela stvari, ki niso sprejemljive. In otrok se upira, ne želi iti k očetu in mama mu zapoveduje. In pravi, moraš, to je tvoj oče, moraš spoštovati svojega očeta. In tukaj pogledajte, kaj v bistvu mama s tem, ko ščiti od bivšega moža, zaradi tega, ker je nepošten, v bistvu ona s tem, ko ščiti njegova slaba dejanja, otroku sporoča, v redu je tako, kot dela oče. In tukaj, gledajte, prav je, da se postavimo na stran resnice. Prav je, da se postavimo na stran tistega, kar je prav. In dejstvo je, da če otrok ne mara iti k očetu, ki je nepošten, to ne pomeni, da ga moramo zagovarjati nepoštenost, ampak da prestopimo na stran sočutja. Ne da obsodimo tega očeta, ampak da rečemo, poglej, jaz razumem tvoja čustva od otroka. Jaz vem, kako se počutiš. Tudi če bi se jaz, bi bila v tvoji koži, bi se počutila na ta način. Se pravi, jaz, ko sem na strani sočutja, nikogar ne obsojam. Ne obsojam ne tega človeka, ne obsojam niti otroka. Ne govorim, kaj je prav, kaj ni prav. Ampak sem na strani sočutja. In sočutje je največja vrlina Boga. No, zdaj pa pojdimo naprej spet na ljubezen do sebe. Vrlina, ne obsojanje, se pravi sočutje do sebe. Da moja duša si izbrala tako vozilo, tako dušo, v bistvu tako telo, zato da lažje prepoznam, kje imam primanjkljaj oziroma kaj imam za narediti. In prav to, če sem se rodila ali pa potem, ko sem bila v puberteti, imela toliko težav s samopodobo, z krivimi zobmi in tako naprej, je bilo sporočilo moje duše, najdi ljubezen v sebi. Najdi lepoto v sebi, ne jo iskati zunaj sebe, ker je ni. Mislim, seveda je v naravi, ampak ne se primerjati z drugimi ljudmi. Išči v sebi lepoto. In davno nazaj sem prebrala v knjigi Moč pozitivnega mišljenja, sem prebrala, Bog ima lepotilni salon. In Bog ima lepotilni salon. Absolutno. Glejte, jaz imam 50, skoraj 51 let in leta in emšo nimajo povezave s tem, kako se človek lahko počuti v svoji koži. Jaz se počutim mladostno, lepo, privlačno, jaz se počutim v svoji koži dobro. In to je najbolj pomembno, v svoji koži dobro. No, zdaj, če gremo naprej, naslednja zapoved je, ljubi življenje. Spoštuj življenje. Naslednja je ljubi in boš ljubljen. Potem bodi pošten, vedno in povsod. Bodi pošten pomeni, da ne da prirejaš malo okrog pa malo celofana, čez zaradi tega, da ne zgleda, to je grozen. No in prav govorica telesa veliko pove. Recimo ljudje, ki si pokrivajo neprestano usta, ki so ves čas takole
tako, ves čas oni lažejo, oni ne želijo, a ne zdajle, tale korona je idealna, ker imamo vsi pokrita usta, se pravi, se ne vidi. Ker poglejte otrok, ko se zlaže, kaj naredi, a ne, ušlo je ven. In bodi pošten, bodi resnicoljuben, bodi zvest. Zvest najprej sam sebi. Blagoslavljaj srečo drugih in tudi sam boš deležen blagoslova. In to so zapovedi. In naslednja stvar, v Svetem pismu piše, ljubezen je potrpežljiva, je dobrotljiva, ne išče svojega, vse upraviči in še kaj. V glavnem, v imenu ljubezni, ker nimamo pojma, kaj sploh je ljubezen, opravičujemo vse tisto, kar ni ljubezen. In zato, glejte, čas je, da začnemo drugače gledati na vse, kar je okrog nas. Naše telo je zemljevid naših čustev. Naše telo nam želi sporočiti, kje imamo največje težave. In uči nas resnice. Resnice, da se soočimo s tem, kar je globoko v nas zakopano, pokopano in ja, seveda, smo taki mojstri v tem, da ne želimo videti resnice, da enostavno potem, se zakvačkamo. Jaz sama zase vem, da imam še vedno za predelovati, še vedno predelujem lekcije potom cerkve kot ustanove. Tukaj ne govorim o veri, o enega in edinega stvarnika. Ne, tukaj govorim to, kar imam za predelati z ustanovo. In vem, da mnogi izmed vas imate ravno tako z ustanovo za predelati lekcije, zato ker ste tukaj na tem krščanskem območju. In mi, ki imamo to za predelati, sploh žensko zlorabo, ja, še imamo za delati na sebi, sploh tisti, ki vas potegnejo moji videi, jaz verjamem, da imate enake šole, kot jih imam jaz. No, in vam povem nekaj, nova knjiga, včeraj sem dobila od Polone, to je ena krasna dušica, tukaj blizu mene doma, je rekla, Minka, kaj pa če bi bil naslov knjige, Ko ima duša žur. No, in potem sem šla numerološko zračunati in naslov nove knjige bo, Ko imajo duše žur. Juhej, dobesedno, ker pišem točno v tej tančici pozabe, ki padla čez nas in smo se zakvačkali v te temne energije in prestopili mogoče na drugo stran, ampak čas je, da se spomnimo, kdo v resnici smo. Da smo v osnovi boginje, bogovi na zemlji, da smo ustvarjeni po veliki božanski podobi, da v sebi smo vse. Ampak gledajte, dokler ne počistimo tistega, kar nismo, toliko časa ne moramo zasijati vsej svoji lepoti. Tako da, ja, delo nas čaka, to je dejstvo, in vse se začne, ja, z ljubeznijo do sebe. Zato, ker se imam rada in se cenim, se naspim. Zato, ker se imam rada in se cenim, se povezujem z virom, z izvorom, stvarnikom. Ker tam dobim vse odgovore, v tišini svojega srca. Tako da, živelo potovanje, ja, cela žurka, dejstvo je, da je to cela žurka in prepričana sem, da ja, vsak izmed nas je na svoji poti. Gremo še nekaj sporočil. Prehod v novo dobo, da vidimo, kaj nam sporočajo karte prehod v novo dobo za danes. Meni pripada sreča, zaslužim si jo. Zaslužim si ljubezen, zaslužim si izobilje vsega dobrega. Naslednja karta je, angeli me vodijo tja, kjer je zame najbolje. Sklejena sem simfonijo srca in narave. In naslednja karta je, jaz sem bitje svetlobe, jaz sem nosilka luči in sprememb, skozi mene teče božanska svetloba. Dovolimo si sijati v vsej svoji veličini, dovolimo si biti to, kar smo. Boginje na zemlji, tudi vi moški, bogovi na zemlji, mi smo ustvarjeni po božanski podobi in dajmo sprejeti to resnico. In ja, potem lahko pride obilje vsega dobrega v naše življenje. In lejte, takrat, ko vam je težko, si predstavljajte sebe, da stojite pod slapom,
da teče na vas vijolični žarek očiščenja, da ste pod ultravijolično svetlobo in da spira stran vsa ta voda, vsa ta svetloba, vse slabo, kar ne sodi več v vaše življenje. In tukaj je afirmacija, dovoljujem, da bogastvo priteka k meni v slapovih obilja. Naj se zgodi, naj pride obilje v vaše življenje, samo odprite roke in počistite tisto, kar vas zadržuje na pomanjkanju in ločenosti. Stvarnik ima vse odgovore in tudi vaša duša ima vse odgovore. Dovolite si slišati. Uživajte!